Rajski otok Boracay na Filipinih zapirajo pred turisti za 6 mesecev. Sanjske bele plaže se namreč zaradi prevelikega navala in kršenja zakonodaje spreminjajo, kot so rekle oblasti, v greznico. Stroga odločitev bo sicer močno prizadela več tisoč ljudi, ki živijo od turizma, saj otok vsako leto sprejme približno 2 milijona gostov in prinaša okoli $1 milijardo prihodkov. Pred kratkim so sicer napovedali gradnjo $500 milijonov vredne igralnice, a oblasti se ne vdajo. Eden od razlogov za zaprtje otoka je tudi to, da okoli 500 hotelov, restavracij in mnogo podjetij kar v morje izpušča odplake, skoraj 200 podjetij in 4000 gospodinjstev pa nima urejene niti kanalizacije. V 6 mesecih zaprtja otoka bodo tako uredili kanalizacijski sistem in porušili zgradbe, ki stojijo na mokriščih. Ekonomisti iz Hongkonga trdijo, da bi trgovinski ukrepi Združenih držav Amerike in odzivi nanje lahko sprožili pravo svetovno trgovinsko vojno. ZDA so v torek objavile predlagani seznam kitajskega blaga, za katerega veljajo dodatne 25% tarife. Seznam zajema približno 1300 izdelkov v vrednosti $50 milijard s področja industrije, vesoljske, informacijske in komunikacijske tehnologije, robotike in strojev. A strokovnjaki menijo, da ameriška protekcionistična politika ne bo pomagala odpraviti njenega trgovinskega primanjkljaja. Trgovinske klavzule ne upoštevajo ameriških storitev in izdelkov proizvedenih in prodanih na Kitajskem. Storitve, ki so vredne skoraj $300 milijard, zajemajo tudi prodajo avtomobilov na Kitajskem, ki so višje kot v ZDA. Toda, ker te proizvode izdelujejo in prodajajo na Kitajskem, niso bili vključeni v trgovinski primanjkljaj Združenih držav Amerike. Avstralska policija je ustavila pred stadionom Carrara približno 100 glasnih, a sicer mirnih demonstrantov za avtohtone pravice. Želeli so vstopiti na prizorišče slovesnosti Commonwealtha, ki so se je udeležili britanski princ Charles, njegova žena Camilla in avstralski premier Malcolm Turnbull. Demonstranti so se zbrali približno 90 minut pred začetkom slovesnosti. Nekaj jih je že prej oviralo pot do stadiona, vse od pristanišča. Princ Charles in njegova žena Camilla sta se sicer v Brisbaneu že dan prej sprehodila po mestnem botaničnem vrtu, kjer jo je pospremilo več tisoč ljudi. Za konec pa še prijetna novica živalskega sveta. V nacionalnem naravnem rezervatu Changqing v severozahodni kitajski provinci, kjer se trudijo ustvariti čim boljše okolje za pande, so uspeli narediti niz dragocenih posnetkov in fotografij mame pande, ki skrbi za svojega mladiča. Z infrardečo kamero in fotoaparatom so snemali na nadmorski višini 2600 metrov. Število pand v pokrajini se je zaradi dela v rezervatu povečalo. Tam zdaj živi več kot 366 pand, v divjini pa še 345.